kakšnimi željami, ambicijami potuje slovenska šahovska reprezentanca na to tekmovanje? Ja, vsekakor z pričakovanji, da dosežemo kakšno presenečenje. Na zadnji olimpijadi pred 2 letoma v Bakuju smo bili 20. In seveda vsako mesto boljše od tega bi bilo že lep uspeh za to reprezentanco. Glede na to, da je pomlajena, v ekipi je tudi najboljši mladinec Boris Markoja in po 22 letih ni več v reprezentanci Aleksandra Beljavskega, tako da smo na neki prelomnici k graditvi nove ekipe. Mlada ekipa, kakšne so potem možnosti te mlade ekipe, katere so tiste reprezentance, na katerih računate morda na večji ali manjši uspeh? Ja, zdaj mi smo na 26. mestu drugače med 185 reprezentancami in okoli nas je zelo zgoščena konkurenca. To so države, s katerimi smo se velikokrat že srečali na olimpijadi, naprimer Vietnam, Švedska, Grčija. Seveda pa upamo na presenečenje tudi proti boljšim ekipam. Zdaj za prva mesta so favoriti ZDA, Rusija in pa Kitajska, pa seveda še celo vrsto drugih reprezentanc, ki bodo v borbi za medalje, kot naprimer Azerbajdžan in Armenija in drugi. Kako se šahisti pripravljate na takšna tekmovanja? Kakšne so vaše priprave, kako jih zorganizirate? Zdaj, eno je pred tekmovanjem, drugo je pa na samem tekmovanju. Na tekmovanju se pripravljamo na posamezne nasprotnike, to se pravi individualno, na igralce. Pred tekmovanjem je pa del priprav sestavljen iz individualnih turnirjev, kjer nastopajo naši igralci, potem so treningi in pa seveda kratke tudi skupne priprave, kjer se zbere reprezentanca in potem poskušamo še tisto piko na i narediti, predvsem tudi na psihološkem delu, da je čim boljše vzdušje v ekipi, kar nas je tudi na vseh zadnjih prvenstvih krasilo. Kako izgleda en dan na takšnem velikem prvenstvu? Tekmovalni dan je v bistvu rutina, dopoldne se pripravljamo na partije, popoldne pa pač potekajo te dvoboji, zvečer potem običajno ne analiziramo zelo podrobno, ampak se bolj pogovarjamo že o naslednjem dvoboju, ki sledi potem naslednji dan in to je nek, kako bi rekel, ritual, ki ga počnemo. Predvsem je pomembno, da ujamemo nek ta pravi ritem, da ne izgubljamo energije za stvari, ki nas potem nekako motijo našo osredotočenost na dvoboje. To je predvsem, če so daljša potovanja do dvorane in poskušamo tako organizirati, da je tu čim manj stresno oziroma naporno za ekipo. Ste že razdelili, na kateri mizi igral? Ja, sigurno na prvi deski bo igral Luka Lenič kot najboljši igralec in na zadnji poziciji bo Boris Markoja kot najmlajši v ekipi, torej na poziciji številka 5, ki je v vsakem meču igrajo 4 igralci, tako da en pavzira. Od 2 do 4 se bojo pa zvrstili velemojstri Borišek, Jure, Šebenik, Matej in pa Jure Škoberner. Zdaj na točen vrstni red se še nisem dokončno odločil, ampak vsekakor bo ta trojica na poziciji 2 do 4. Kdaj točno potujete in kdaj se seveda vračate? Na olimpijado gremo v nedeljo, to se pravi 23. septembra in se vračamo 6. oktobra. Odhajate na olimpijado, kakšna so pričakovanja? Ja, pač olimpijada je najprestižnejše tekmovanje in absolutno so
sem mnenja takega, da mora biti cilji visoki, tako da tako rečemo nek res visok cilj je uvrstitev med 10 najboljših na svetu. Zdaj, ali smo tega realno sposobni ali ne, mislim, da smo dobro dokazali prejšnjo olimpijado, kjer smo se do zadnjega kroga praktično borili za medalje. Na koncu sicer malo pokvarili vtis z porazom v zadnjem krogu proti velesili v Ukrajini, ampak še vedno tisti, ki so malo bolj spremljali zgodbo, vejo, kako smo bili tisto olimpijado blizu. Tako da mislim, da zelo nerad se postavljamo neke okvirje realnosti, da tako rečemo, pač to je turnir, kjer je so se dogajale tudi že večja presenečenja, kot pa da bi mi dosegli neko vrhunsko uvrstitev, tako da optimistično gledam na prihajajočo olimpijado. Kdo vse potuje? Zasedba je tokrat malo spremenjena. Po 20 letih, mogoče še kakšno leto več, je reprezentanco zapustil Aleksander Beljavski, legenda slovenskega šaha, pustil je neizmeren pečat. In letos bo prvič reprezentanca malo pomlajena, tako da mogoče iz tega vidika selektor ima mogoče malo spremenjena pričakovanja, ampak tudi naša mladina je dobra in mislim, da lahko konkurira, sploh pa, ker je prvo tekmovanje ponovadi še več tiste motivacije, več pričakovanja in pa velikokrat spremlja še malo začetniške sreče, da tako rečemo. Pa zdaj seveda to ni začetniška sreča, kot ponavadi govorimo o njej, ampak pač je pa tisto prvo tekmovanje in to je vedno nekaj posebnega in lahko se obrne v eno ali pa drugo smer. In jaz mislim, da z našo atmosfero, ki je vedno naš zaščitni znak, tudi po svetu, mislim, da se najboljš razumemo, kakor poznam razmere v drugih reprezentancah, pa jih kar poznam, mislim, da se naša ekipa res mogoče edina, ki se tako tudi izven šahovske olimpijade potem doma družimo, treniramo skupaj in tako naprej, tako da nas to definitivno krasi pa na tekmovanju. Ste pomizali že razdaljeni, kdo bo igral prvi, drugi? Na prvi deski bom jaz, na drugi deski mislim, da bo Jure Borišek, tretja Matej Šebenik, četrta Jure Škobrne in pa peta Boris Markoja. Je pa to še vedno, mislim, da delamo v selektorjevih rokah, tako da nisem prepričan, če je to zadnja postava. Kako se pripravljate šahisti na takšna na pomembna tekmovanja? V bistvu ni posebne priprave na to, pač ti se pripravljaš na vsak turnir posamezno, da tako rečemo, in potem ti to nekako skupaj se sestavi v nekaj, da si celo leto pripravljen, ker pri nas je sezona praktično celo leto ni tako, da bi rekel, da je vmes neki pauze in tako naprej, sam si nekako svoj šef in si razporediš, katere odprte turnire boš igral, katere ne. Seveda so eni pomembnejši, eni ne in definitivno je pametno tempirati, da si najboljši na olimpijadi. Tako da zdaj o direktni pripravi smo sicer imeli konkretne priprave, šahovska zveza je organizirala priprave moške in ženske reprezentance v prekrasni lokaciji v gostišču Prodnik v Ljubnem, tako da ti so res take nekako priprave, ki še ustvarjajo dodatno kemijo, ki nas še bolj povežejo, da lahko potem gremo na olimpijado nekako še bolj povezani. Tako da, ja. Imate morda kakšnega nasprotnika, s katerim si manj želite igrati oziroma bolj? Če govorimo o reprezentancah, je prav tako ena stvar, da naši največji sovražniki v narekovajih so Čehi. Prav neverjetno, ker pač smo igrali tudi že z veliko boljšimi reprezentancami od Čehov, ampak Čehi so tako nekako tradicionalno neugodni. Nikoli prav dobro ne, pa skoraj vsakič igramo z njimi. Imamo pa zelo dobre rezultate z našimi južnimi brati, Hrvati ponavadi jih premagamo, tudi z Srbi imamo zelo dobre rezultate, tako da mislim, da smo kar trn v peti našim bivšim sosedom. Kaj pa vam osebno, kateri nasprotnik najbolj oziroma najmanj leži? Pa zelo težko, zato ker zdaj govorimo o naboru 50 igralcev in da bi zdaj rekel, da ti eden bolj leži ali ne. Seveda obstaja neka statistika, ampak statistika tukaj tako malo pove. Načeloma je pač tako, ne, tam na tem vrhunskem nivoju drugega
probaš vsako partijo premagati, kot da se prej ni zgodilo nič, odmisliti vse emocije od prej, ker pač ne koristijo, ki je preveč. Vsaka partija je zgodba za sebe. Med nekaterimi vrhunskimi igralci je bilo odigranih več kot 150 partij. Ker zdaj si predstavljate, kako bi mogel potem to statistiko voditi, kaj se je zgodilo, kdaj in kje in kako bo zdaj to vplivalo. Seveda pač imaš neko mnenje in tako naprej, ampak to so pač doktori šaha tam, tako da načeloma ni nekih presenečenj in tako naprej. Ne? Tako da vsaka partija je maksimalen trud in zgodba za sebe, no, najboljše tako reči. Pred vrati je eno izmed najpomembnejših šahovskih tekmovanj v letošnjem letu, olimpijada. Veš, bo to prvi nastop na tej olimpijadi? Ja, res je, to je moj prvi krstni nastop na olimpijadi. Upam, da sem čim bolje odrezal, glede na to, da je to najpomembnejše tekmovanje na svetu, prijavijo vsi najmočnejši šahisti iz pač vseh koncev sveta. In res upam, da bom kako dostojno zastopal barve Slovenije. Kako ste se pripravljali? Pripravljam se v bistvu že celo leto, oziroma sproti treniram in tudi igram. To je seveda najboljši trening tudi. Zdaj, priprave pa smo imeli tudi v okviru Šahovske zveze Slovenije. To so bile 3-dnevne priprave na Ljubnem ob Savinji, kar je prineslo ogromno dobrega in pa je bilo vsekakor zelo koristno. Ste generacijska zamenjava za najstarejšega šahista. Prevzemate praktično vlogo novega člana reprezentance. Kako se počutite v tej vlogi? Ja, res je, Aleksander Beljavski je bil dolga leta prva deska slovenske šahovnice, tudi v svojih najboljših časih je sodil v sam vrh svetovnega šaha. Zdaj kot zamenjava, vsekakor je mogoče čutiti nek določen pritisk, vendar pa, ker sem še mlad in ambiciozen, vsekakor menim, da je tudi priložnost za neke mlade generacije prava smer za razvoj slovenskega šaha. Kako so vas sprejeli starejši kolegi v reprezentanci? Ja, sprejeli so me odlično, pravzaprav smo zdaj dosegli neko prijateljsko pa ekipno vzdušje, atmosfero, ki bo seveda zelo pomembna na samem nastopu na olimpijadi. Kateri šahist pa vam je vzor? Posebnega vzora pravzaprav nimam, veliko želim črpati iz vseh šahistov, se pravi njihove najboljše lastnosti, tako da želim postati čim bolj univerzalni igralec. Nekako po stilu pa bi mogoče bi sodil nekako v rang bivšega svetovnega prvaka Anatolija Karpova ali pa bivšega izzivalca Borisa Gelfanda, ali med temi boljšimi pa, ki še zdaj igrajo in pa sodijo sam svetovni vrh, pa mogoče Vladimir Kramnik. Zakaj ste se sploh odločili, da boste igral šah, ne nogomet, košarka in rokomet, na primer? Ja, res je, že kot majhen otrok sem v bistvu spremljal svoje družinske člane pri igranju šaha in igra me je takoj pritegnila. To sem pač tudi sam poskusil igrati in malo začel premagovati tudi ostale družinske člane, na to sem se tako bolj poizkusno začel udeleževati tudi tekmovanj, kjer sem se zmeraj dobro odrezal. Potem se je nekako ta ljubezen do šaha tudi krepila. Začel sem bolj intenzivno trenirati in tudi prišli so večji uspehi tudi na mladinskih državnih prvenstvih in tako naprej. Vsekakor pa rad igram tudi bolj aktivne športe, kot na primer nogomet, ki je tudi moja druga strast in ja. Kaj bi svetoval vašim vrstnikom? Naj se odločijo za igranje šaha ali ne? Ja, vsekakor. Jaz menim, da šah ima ogromno pozitivnih lastnosti, recimo naučiš se sprejemati odgovornosti, dobiš tudi neke povezave z strategijo, ki lahko potem tudi uporabiš v življenjskih situacijah, znaš reševati kakšne logične primere oziroma zagate in pa seveda nekako se te verjetno izboljša tudi spomin. Ja, vsekakor ima ogromno dobrih lastnosti. Na tej olimpijadi vas čaka en vesel dogodek.
Ja, da pridobim naziv velemojstrice. Seveda, ja, tega sem zelo vesela, ker zdaj sem bila že mednarodna mojstrica že 4 leta in sem zelo vesela, da mi je končno uspelo osvojiti ta cilj in osvojiti naziv velemojstrice. Poleg naziva ste seveda tudi svetovna mladinska prvakinja. Kaj bo to zahtevalo od vas na olimpijadi? Kakšno igranje? Ja, moram pokazati zelo zrelo igro, ker to ni več zdaj mladinsko tekmovanje, je le najpomembnejše tekmovanje v šahu na svetu. In zastopati prvo desko je le nek velik dogodek, je mogoče tudi majhna obremenitev, ampak seveda mi predstavlja veselje, da zastopam Slovenijo na tako visoki šahovnici. In seveda nasprotnice bodo malo drugačne kot na mladinskih tekmovanjih, ker sedaj se bom le borila z najboljšimi šahistkami na svetu, top 10, top 20, kar bo predstavljal velik izziv, ampak sem tudi navajena že takih nasprotnic in bom delala majhne preglavice. Katere so tiste nasprotnice morda, s katerimi se želite srečati oziroma s katerimi si manj morda želite srečati? Pravzaprav imam zelo rada nasprotnice, ki so rejtinško boljše od mene, ker vem, da jih lahko presenetim na nek način. Recimo zelo rada igram proti velemojstricam, kot so Ana Muzičuk, mogoče Marija Muzičuk, Hui Fan, Nana Dzagnidze, praktično vse te top šahistke, ki so strah in trepet, tudi včasih med moškimi. In z njimi igrati je pravi izziv. In pravzaprav boriti z njimi je že nek cilj, ki ga vsaka šahistka hoče. Kakšno je vzdušje v vaši reprezentanci? Vzdušje je super. Razumemo se z vsemi članicami ekipe, ker to je zdaj že tretjič, mislim, da je enaka ekipa. In smo se res povezali, bi rekla, na neki višji ravni kot šahovci. In seveda ne bomo se pogovarjali samo o šahu, potrebujemo tudi sprostitev, da druga motivira drugo, da druga sprosti drugo, da druga pove drugi, da je vse ok, tudi če izgubiš. In mislim, da je to tisti glavni, bi rekla, moment, ki manjka nekaterim ekipam, da niso najboljše. In mi imamo to. Kako ste se pa pripravljali, vi osebno in vaša ekipa na to olimpijado? Imeli smo ekipne priprave, sicer samo za 3 dni, kar je malo slabo, ampak smo igrali skupaj tudi na drugih tekmovanjih in mogoče niso bile priprave ekipne tako, kot bi se pričakovalo, ampak smo pa posamezno vsaka igrala zase, vsaka se pripravila s svojim trenerjem. In seveda to je pomembno, ker seveda vsaka igra za svojo šahovnico in najpomembnejša je svoja igra. Mislim, da smo večinoma dobro pripravljeni. Napovedi so vedno nehvaležne, vendar kakšne so želje, pričakovanja na tej olimpijadi, katero mesto morda? Ja, te napovedi so res tista stvar, ki je težko predvidevati. Ampak želja je pa, mislim, da smo sposobni osvojiti tudi top 10-terico. Če bomo dobro igrale, to bomo pa videli šele po recimo 3 partijah, če smo vse dobro uigrane, če smo vse v dobri poziciji, da napadamo top 10-terico, ampak seveda mislim, da smo sposobni veliko več kot 35. mesto, na katerem smo sedaj. In bili bi že zadovoljni s top 30, ampak te želje seveda segajo malo višje in gremo top 10.